Kaj lahko sploh delamo? Zdaj v osnovi projekt bi mogel biti baziran v državi operacij. Kot se že prej rekel, mora biti profitabilen, mora biti smiseln, EBRD ima zelo striktne integritetne tile standarde, mora biti dodatnost, benefit lokalne gospodarstvo in zadostiti našim okoljevarstvenim standardom in seveda domači državi. V osnovi kot razvojna banka seveda mi ne financiramo vojaških aktivnosti, tobačne industrije, iger na srečo in seveda karkoli bi bilo negativno vplivalo na okolje. Kar se tiče nukleark, mi financiramo dekomisijo, ne pa izgradnjo novih. Takole približno izgleda naš arzenal instrumentov. Zdaj, kot sem že omenil, v določenih državah ni vse na voljo. Zdaj, Slovenija kot razvita tranzicijska država garancij ne delamo. Tako da primarno delamo z krediti in pa z lastniškim kapitalom. Zdaj, krediti so lahko od navadnih senior kreditov do podrejenih in vseh vmesnih hibridnih struktur. Zneski, tukaj piše 1 milijon, realno rajši večji tiket, zato ker je določen angažma z nami. Prve transakcije so mogoče malo bolj intenzivne v smislu skrbnih pregledov, dokaj se ne spoznamo. Potem, ko je pa nek odnos vzpostavljen, je pa praktično polovica našega portfelja je narejena na osnovi repeat businessa, tako da se ta odnos potem drži tudi naprej. Kar se tiče lastniškega kapitala, mi imamo interno venture fund ekipo, ki primarno financira tehnološke podjetja, kar je na osnovi nekega internetnih aplikacij, medtem ko ta klasična equity ekipa financira pa praktično vseh sektorjih, ki mi tu delamo, od agribiznisa pa do telekomunikacij pokrivamo vse. V osnovi seveda je jemljemo manjšinske deleže, do 25%. Idealno bi bil tiket tam 6-7 milijonov navzgor za cel ta manjšinski delež, tako da glede na nek obseg dela preferiramo seveda malo večje transakcije, kakor za milijon, dva, to je mogoče na venture ekipi bolj fleksibilna. So pa tudi različne strukture možne, od čist klasičnega deleža do raznih spet hibridnih struktur, preferenčnih delnic, vse stvar dogovora in specifičnih potreb. Strategija v Slovenijo za od 2019-2024 je majčkeno razlika od prejšnje. Prejšnja je bila oblikovana glede na krizno situacijo, se pravi, bolj poudarek na restrukturiranje, umiritev oziroma neko zbalansiranje, če tako rečem, finančnega sektorja. Zdaj pa spet fokus mogoče bolj na corporate sektorju, kjer seveda radi naredimo še kakšno privatizacijo, hkrati pa bi radi videli več kapitalski trg transakcij, se pravi equity ali pa obveznice, za diversifikacijo virov financiranja podjetij in seveda tudi razvoj kapitalskega trga, ker vidim, da Ljubljanska borza je relativno nelikvidna in majhna. Druga prioriteta je pa seveda ta Green Economy Transition, kjer bo efekt seveda manjši ogljični odtis države in pa seveda razni projekti, ki zmanjšujejo energetsko potratnost, če tako rečem.
osnovni postopki že tečejo, da bo vsaka transakcija, spet, kot sem rekel, bo imela preverbo, kakšen bo vpliv te transakcije na pariški dogovor. Tudi tle se mi kot Razvojna banka smo mogoče malo prehitevamo ostale, ampak to je nekako smer, kjer prej kasneje bojo več ali manj vsi mogli v to iti. Eden izmed teh večjih programov je pa ta Green Cities, ki kot mesta so izjemno potratna, pa porabijo veliko energije, oddajajo veliko toplogrednih plinov, tako da je banka pred parimi leta štartala nek program za ta Green Cities, kjer se definirajo projekti iz specifičnih segmentov, to so pač transport, tudi ogrevanje, smetišča, različne pametne rešitve, razsvetljava, da se definira projekt, ki bi uporabil 20% ali manj energije, oddajal manj toplogrednih plinov, ki potem to se definira, to je tako imenovan trigger projekt, to se mi financiramo, iz donacijskih sredstev se financira tudi svetovalca, ki pomaga na tem projektu, hkrati se pa mestu da tudi donacijska sredstva, s katerimi se financirajo svetovalci, ki naredijo nek dolgoročni načrt ozelenitve mest. V osnovi je bilo to mišljeno za mesta za populacijo nad 100.000, to je v Sloveniji nedoločen problem, ker so to samo 2 mesta, in se je to lansko leto decembra se je mičkeno zmehčalo ta omejitev, zdaj gremo lahko tudi na manjša mesta, da bi se dosedovali te naši cilji in strategije za ozelenitve.